Center športov Urbanov na svet tedna. Intenzivnost vadbe in srce. Srce je edinstvena mišica v našem telesu. Utripati nam prične že 3 tedne po čudežu združitve dveh v eno čisto novo življenje. Je zelo poslušno, saj se odziva na najrazličnejše potrebe našega telesa. Ko na primer mirno ležimo, utripa bolj poredko in tako naredi v minuti približno 60 utripov. Ko se vznemirimo, pa če tudi še vedno ležimo, se frekvenca utripov hitro dvigne in s tem že vnaprej pripravi krvni obtok na akcijo. Ko hitro tečemo, nam lahko utripne okoli 180krat v minuti. Veliko je približno kot naša pest. Pri vzdržljivostnem treningu pa se nekoliko poveča. Povečajo se notranji prostori, ki se v času sprostitve napolnijo s krvjo, v času krčenja pa jo iztisnejo. Na ta način se poveča srce in z njim utripni volumen. Govorimo o zdravem povečanju srca. Zaradi tega se nam lahko zmanjša frekvenca srčnih utripov v mirovanju in pri submaksimalnih obremenitvah. Pri bolezenskem visokem krvnem tlaku pa se srce poveča zaradi povečanja debeline srčnih sten. Običajno so pri visokem krvnem tlaku stene žil veliko manj elastične, zato je oteženo iztiskanje krvi iz srca. Kljub temu, da je srce napolnjeno s krvjo, se ne hrani iz te krvi, ki je v preddvorih in prekatih. Hrano dobi preko venčnih oziroma koronarnih žil. Kisik, ki pride po teh žilah in hrani srčno-mišična vlakna, se iz arterijske krvi v zelo velikem deležu posrka že pri počitku. Ko srce pri večjem telesnem naporu utripa hitreje in močneje, pa mora to povečano potrebo po kisiku zadovoljiti predvsem s povečanim pretokom krvi preko venčnega žilja. Zato se pretok krvi skozi venčne žile lahko poveča tudi do 4krat, iz 250 ml na minuto na 1 liter na minuto. Torej je zelo pomembno, da naše žile, ki hranijo srce, ostanejo dobro pretočne. Če je pretočnost preslaba, po krvi ne pride toliko kisika, kot ga celice potrebujejo. Pri tem se lahko pojavi bolečina v prsnem košu pod prsnico, ki lahko izžareva tudi v notranjo stran roke, pleča, vrat, spodnjo čeljust ali zgornji del trebuha. Kadar se nam med povečanjem napora, na primer med povečano hitrostjo teka, pojavijo takšne bolečine, moramo nemudoma upočasniti. Če pri zmanjšanju napora bolečina samostojno popusti v 2 do 10 minutah, gre najverjetneje za angino pectoris. Kadar bolečina ne popusti, pa je nevarnost, da gre za akutni miokardni infarkt. V tem primeru je zelo pomembno, da kolikor se da hitro poiščemo zdravniško pomoč. Seveda pa ni vsaka bolečina v prsnem košu povezana s srcem. Lahko gre na primer za kostno-mišične bolečine. Kakorkoli že, povečana previdnost pri tem je vsekakor na mestu. In če mi pri tem vprašate, katera frekvenca srčnih utripov je najvarnejša, je to zagotovo tista, ki jo imamo v mirovanju. Torej, če želimo na primer preživeti naslednji 2 uri brez težav s srcem, je najbolje, da se uležemo in mirno čakamo, da ti 2 uri mineta. Če pa želimo od našega srca in življenja nekaj več na daljši rok, potem ne smemo stati križem rok in nog. Vzdržljivostni trening zelo pozitivno vpliva na zdravje srca. Seveda pa moramo pri tem vedno poslušati, kaj nam pravi srce. Če želimo v celoti izkoristiti pozitivne učinke vzdržljivostnega teka na srce, je potrebno, da ga obremenimo z različnimi stopnjami obremenitve, saj ima vsaka stopnja obremenitve posebne učinke. Za višje intenzivnosti obremenitve pa moramo biti seveda zdravi in se moramo dobro počutiti. Za kontrolo frekvence srčnih utripov so zelo uporabne ure, ki omogočajo tudi to funkcijo. Dodatek ure je pasek, v katerem je senzor srčnih utripov, ki si ga namestimo okoli prsnega koša pod prsi. Najnižjo frekvenco srčnih utripov imamo v mirovanju. Ko hodimo, se nam s povečevanjem hitrosti hoje frekvenca ustrezno dviguje. Ko naposled pridemo iz hoje v tek, pa se nam še dodatno dvigne vse do največje. Kolikšna je ta največja frekvenca srčnih utripov, je odvisno od posameznika. Ta se z našim starjenjem res znižuje, vendar kljub temu splošno znana formula 220 minus leta za posameznika ne drži in je zaradi tega neuporabna. Če želimo vedeti, si jo moramo izmeriti. Izmerimo se jo lahko tako, da se najprej počasi ogrejemo in nežno raztegnemo. Potem nadaljujemo s počasnim tekom. Ko se nam frekvenca srčnih utripov pri določeni frekvenci umeri, dvignemo hitrost teka za 1 stopnjo. Dvignila se nam bo tudi frekvenca.
Povečanje hitrosti teka nadaljujemo tako dolgo, dokler ne dosežemo takšne hitrosti, ko se nam frekvenca utripanja srca kljub dodatno povečani hitrosti teka ne poveča več. To je naporen test, saj tečemo že zelo hitro in ga začetnikom niti ne priporočam. Za njih je morda najboljša kar poenostavitev, kjer predvidimo, da je največja frekvenca utripov okoli 180 na minuto. Ko vemo, kakšna je naša največja frekvenca srčnih utripov, lahko določimo različna območja glede na odstotek te vrednosti. Nižja stopnja obremenitve je lahkotni tek, ki ga tečemo v pogovornem tempu in je običajno tudi primeren za treninge dolgega teka. Od srca zahteva, da utripa s 65 do 75 odstotkov največje frekvence srčnih utripov. Srednja stopnja obremenitve je tempotek. Ker je hitrost višja, bolj globoko dihamo in postajamo bolj redkobesedni. Smo malo pod mejo anaerobnega praga. V tem območju obremenitve tečemo na tekmovanjih na 10, 21 ali 42 km. Seveda le, če smo ustrezno pripravljeni. Srce nam pri tem utripa pri frekvenci med 85 do 90 odstotkov. Najvišjo stopnjo obremenitve dosežemo pri intervalnih tekih. Ker je hitrost nad anaerobnim pragom, se hitro utrudimo. Zato tudi delamo te teke z vmesnimi počitki. Ker pri tem zelo obremenimo srce, je tudi učinek treninga večji. Ker je frekvenca srca pri tem 95 do 100 odstotkov največje frekvence, se ga naj lotijo le tekači, ki nimajo nobenih težav s srcem. Kadar si merimo frekvenco srčnih utripov med tekom, se moramo zavedati nekaterih dodatnih dejavnikov, ki poleg same intenzivnosti teka vplivajo nanjo. Na primer, na začetku ogrevalnega teka se frekvenca srčnih utripov kljub nizki hitrosti teka lahko zelo dvigne. Razlog je običajno predvsem v začetno, še nepripravljenem, neogretem srcu, ki še ni sposoben dovolj povečati moči krčenja, zaradi česar je utripni volumen manjši. Frekvenca srčnih utripov se tudi povečuje pri daljših tekih, kljub temu, da tečemo ves čas z isto hitrostjo. Ta pojav je še izrazitejši, kadar je vroče. Razlog je v zmanjševanju volumna venske krvi, ki polni srce. Zaradi tega se zmanjšuje utripni volumen in se mora za ohranjanje minutnega volumna prečrpane krvi povečati frekvenca utripov. Za naše srce je tudi zelo pomembno, da intenzivnejše obremenitve ne prekinemo iznenada. To namreč povzroči, da tako imenovano drugo srce, ki deluje na osnovi krčenja mišic v nogah, neha potiskati oziroma izžemati vensko kri proti srcu. Če nenadoma obstojimo, kar se pogosto zgodi, ko pritečemo v cilj maratona, lahko to bistveno zmanjša količino krvi, ki polni srce. Zaradi tega srce toliko manj krvi pošlje naprej v telo, v trenutku nam pade krvni tlak, pri čemer lahko tudi omedlimo. Zato vsak tek zaključimo postopoma in se dobro razhodimo. Ker so v našem svetu srčno-žilne bolezni ubijalec številka 1, je skrb za zdravo srce in žilje zagotovo zelo pomembna. Približno vsak drugi moški, vsaka tretja ženska umre prav zaradi srčno-žilne bolezni. Iz tega lahko sklepamo, da delamo očitno nekaj zelo narobe. Z rednim gibanjem pa lahko naredimo nekaj proti temu. Saj z redno in dovolj intenzivno vadbo krepimo srce in si pomagamo preprečevati debelost, znižujemo raven sladkorja, holesterola in maščobe v krvi ter znižujemo krvni tlak. Poleg vadbe ima zelo pomemben učinek na naše telo tudi naša prehrana. Dejstvo je, da če se držimo splošno sprejetih smernic o zdravi hrani in imamo holesterol v mejah normale, še vedno nismo naredili dovolj. Izkušnje namreč kažejo, da lahko doživimo srčni infarkt kljub normalnim vrednostim holesterola v krvi. Zato se moramo truditi, da ga zaužijemo čim manj in da ga v prebavi lahko dobro izločimo. V običajni današnji prehrani se poje preveč holesterola, nasičenih maščobnih kislin in preveč transmaščobnih kislin, kar v bistvu pomeni, da se poje preveč mesa, mlečnih izdelkov in jajc. Ob tem pa je na običajnem krožniku veliko premalo vlaknin, ki izplavljajo holesterol v prebavi. To pomeni, da večinoma pojemo premalo rastlinske hrane. Žal je zavedanje o nevarnostih srčnega infarkta zelo nizka in mnogi zaradi tega zelo težko sprejmejo spremembe v načinu prehranjevanja. Bodimo drug drugemu za zgled in se potrudimo. Vredno je življenja. Srečno!